Ustanovno sejo je vodila najstarejša svetnica Marija Ban, ki ima tudi sicer že veliko izkušenj v občinskem svetu. Začenja namreč 3. mandat. Ja, zavzemala se bom, da se nadaljujejo projekti, ki so začrtani. Vsekakor bom podprla dobre projekte, tako kot sem jih do zdaj. Če bomo delali konstruktivno, da bo veliko sodelovanja, spoštovanja med nami, mislim, da se tudi za razvoj kraja ni treba varne. Tudi najmlajša je ženska. Kar 3 svetniki so sicer rojeni leta 1992 in bodo v svet gotovo prinesli mladostno svežino. Zdelo se nam nekako pomembno, da svet zastopajo tudi mladi, da nisem generacija starejših, ker v bistvu mi imamo svoje interese, svoje ideje, energijo, mogoče ne izkušen, ampak zato pa imamo starejši, ki imajo modrost, ki nam bodo v bistvu s tem pomagali, mi pa njim z energijo. Kot župan je slovesno prisegel Jože Papež, od tega mesta pa se je poslovil župan z najstarejšim stažem na Dolenjskem. Po 20 letih je Franc Škufca sedel v svetniške klopi. Vem, kaj je napeljano, kaj je pripravljeno in nenazadnje bom gledal, da bo ta zadeva šla naprej, da bo seveda razvoj tekel v občini. Nenazadnje, če bomo v priliko, bom seveda tudi pomagal. Predvsem se bom prvo prizadeval, da naš občinski svet deluje konstruktivno in pa seveda v slogi. To sem pogrešal v prejšnjih mandatih, tudi tega ni bilo, da bomo delali konstruktivno in pa v dobrobit občank in občanov občine Žužemberka. Koalicijo bo sestavil in jo že ima v mislih. Upam, da bom kompromis našel pri večini svetnic in svetnikov, to je moj način dela. Moči so sicer v 15-članskem svetu porazdeljene. 4 mandate sta dobili Nova Slovenija in Razvojna lista Suhe krajine, 3 lista Mladih Suhe krajine, 2 SDS, po enega pa Dobra država in Lista za razvoj Suhe krajine. Kdo bo v svetu nadomestil papeža, saj sta funkciji župana in svetnika nezdružljivi, bo znano na prihodnji seji.